Medvoški popotnik Janez Mihovec nas je tokrat popeljal v eno najmanj raziskanih, a hitro spreminjajočih se držav sveta, v Savdsko Arabijo. Državo, ki je bila še pred nekaj leti zaprta za turiste, danes pa vabi s svojo puščavsko skrivnostnostjo, sodobnimi reformami in presenetljivo odprtostjo domačinov. Svoja doživetja je ponovno delil v knjižnici Medvode. Medvoški popotnik, pisec in raziskovalec zgodovine Janez Mihovec nas je tokrat odpeljal v deželo, ki jo večina pozna le iz učbenikov, z novic in romanov, v Savdsko Arabijo. Svoja opažanja in doživetja je predstavil v knjižnici Medvode, nekaj vtisov pa delil tudi z nami. Mihovec se je v Savdsko Arabijo podal novembra 2024, s prijatelji so najeli avtomobile in v 2 tednih prepotovali državo. Je ena izmed 60 držav, ki jih je obiskal Mihovec. A tokrat je šlo za prav posebno potovanje, saj se je Savdska Arabija šele leta 2019 odprla za tuje obiskovalce. Država je bila predhodno zaprta, ugotovili so, da samo od nafte ne bo več mogoče živeti in turizem je ena izmed opcij. Nekaj je verski turizem, bogata zgodovina in pa 2000 km obale ob Rdečem morju, kjer so koralni grebeni in je pravzaprav nesluteno možnosti za razvoj turizma. Tako, šli smo kot prvi predvsem zaradi tega tja, ker ko tujci pridejo v državo, pride do tega, da tujci vplivajo na državljane in državljani vplivajo na tujce. Država se hipoma spreminja iz praktično srednjeveških razmer, ki so bile recimo 80-90 let nazaj, ko so odkrili nafto, praktično država hipoma stopa v 21. stoletje z vsemi temi pritiklinami tehnološke revolucije. Leta 2017 pod vodstvom prestolonaslednika Mohameda bin Salmana je namreč država začela s precej radikalnimi reformami. Torej od nekoč zaprte in konzervativne družbe do države, ki postopoma odpira vrata tujcev in išče pot v sodobni svet. Mihovec je bil tako rekoč eden prvih, ki je obiskal državo. Kako pa so nanj gledali domačini? Mi smo bili za njih zanimivi, ravno tako, kot so bili oni zanimivi za nas. To so še čisto prvobitni ljudje, pravzaprav neverjetno prijazni ljudje, vedno pripravljeni pomoč. Spomnim se, ko se nam je enkrat pokvaril avto sred nič, pa to se nam je nabrala cela vas okrog nas in niso dali miru toliko časa, da so nam pravzaprav za Allahov žegen zadevo popravili in spravili v red. Tisto prvobitno prijaznost še imajo v sebi, koliko časa bo ta zadeva trajala, bomo pa seveda videli. Država ima krepko čez 2 milijona kvadratnih kilometrov površine, je največja država na svetu, kjer ni redko tekoče vode. Mihovec jo opisuje kot ogromno puščavo, ki sega vse smeri v neskončnost. Imajo urejene ceste, kako ste to pa? To je naftna država, ki je članica OPEC-a, vsakodnevno proizvede 11 milijonov sodov nafte. Soček nafte je 80-90 dolarjev, če to zadevo pomnožiš, gre za velike denarje. To je država, ki je urejena v neskončnost. 60% prebivalcev je državljanov Savdove Arabije, 40% so pa delavci iz drugih delov sveta, predvsem iz jugovzhodne Azije, kjer pa gre pravzaprav potem za kolizijo 2 svetov, bogatega sveta domačinov in pa precej revnega sveta teh gostujočih delavcev, ki delajo za plače, 20% tiste, ki jo dobijo domačini za enako delo. Pač dežela 2 svetov. Ni vse v raju. Za tujca so spremembe najopaznejše v položaju žensk. Te niso zatirane, ampak so tako rekoč kraljice. Moški prinese domov denar, same pa odločajo, kako se bo porabil. Prav tako lahko vozijo, potujejo brez spremstva in celo delajo. Vedno manj žensk je zakritih, Mihovec pa je med predavanjem opozoril, da lahko pozabimo na zgodbe, da ima tam vsak mož po 4 žene. Pa je dežela izpolnila njegova pričakovanja? Puščava je nekaj, kar me je vedno zanimalo. Ena najlepših stvari na svetu je, ko se takole zadeva zvečer z noči, zasijo zvezde in je pravzaprav rajsko. Puščava je nekaj najlepšega na svetu in to je dežela, kjer še ne poznajo toliko svetlobnega osneževanja in je pravlična zadeva. Res, dežela 1001 noči. Kaj pa vam je mogoče dežela dala? Neko novo spoznanje o ljudeh, ki so drugačni od nas, pa kljub vsemu se prebijajo s temi istimi problemi, ki jih imamo tudi mi vsakodnevno v življenju. Tako, niso tako drugačni od nas, vsekakor ljudje, ki so zanimivi od začetka do konca.
Presenetila ga je tudi malo manj znana savdska Hegra. Za Petro v Jordaniji smo številni že slišali, to so recimo posneli film tam, če se spomnite, Indiana Jonesa Iskanje svetega grala. Tukaj je pa prav podobno mesto, izgubljeno v puščavi, ki se je pravzaprav šele zdaj odkopalo. Izredno lepa zadeva, prav simbol Saudove Arabije. Saudska Arabija tako danes išče novo pot. Želi postati turistična in tehnološka velesila. Gradijo mesta, ki še nimajo prebivalcev, plaže čakajo na prve kopalce, obala Rdečega morja pa ponuja rajske razglede, ki jih pozna le malo kdo. A vse to spremlja močan notranji pritisk, družba, ki je desetletja temeljila na prihodkih od nafte, se mora zdaj naučiti delati, ustvarjati in tekmovati. Mihovec se želi še naprej potepati, tako da lahko pričakujemo še veliko potopisov. Kateri pa mu je bil do zdaj najlepši kraj od vseh 60 obiskanih? To je težko reči, kupenih stvari je zanimivo, od raznih dežel, kot so recimo v Patagoniji, pa na ognjeni zemlji, pa v Namibiji in po puščavah Afrike, pa do Mongolije. Svet je velik, stvari je zanimivih, več kot bi si človek sploh lahko mislil. Puščava pa vam je ena lepših stvari. Ena najlepših stvari na svetu je puščava. Po novem pa ga spremlja tudi nov naziv. Po novem upokojenec, zadnji mesec in pol, s tem se pohvalim se vsakemu, ki me želi poslušati. Drugače sem delal pri kriminalistični policiji, imam pa ogromno enega veselja, pišem za številne slovenske časopise, kakšnih 40 po številu in vsako leto spravim na papir kakšnih 200 člankov. Tako da s tem imam prav posebej veselje. Obiskujete pa tudi Slovenijo, ne? Tudi, seveda. S kolesom, z avtom, peš, kakorkoli že pa če. Sloveniji, ko se enkrat poglobiš vanjo, je zanimivih stvari, kolikor hočeš. Samo videti je treba, kam se je treba obrniti. Potem drži, da je doma najlepše? Doma je lepo. Tudi svet je lep, ampak doma je resnično najlepše. V Medvodah najdeš skritih kotičkov, koliko jih želiš.